Levičarski nemški youtuber zdaj priznava, da mora zapustiti Nemčijo, ker meni, da je tam prenevarno, da bi vzgajal svoje hčere. In ja, začelo se je. Levičarji začenjajo spoznavati, da njihove nore politike ne delujejo. In ta tip je postal tako viralen, ker tega preprosto niso pričakovali. Da si youtuber z milijoni in milijoni sledilcev misli, da ne more vzgajati svojih otrok v Nemčiji, je bilo preprosto darilo, ki ga nismo pričakovali. Seveda, ne pretvarjamo se, da niso dejansko prišli k pameti, kot boste videli v tem videu. Ampak razčlenili bomo vse, kar se dogaja v Nemčiji in zakaj je postalo tako nevarno za vaše hčere. In ko dobiš otroke, začneš razmišljati tudi o tem, kje jih želiš vzgajati, še posebej, če imaš hčerko. Mislim, da Nemčija ni več dobro mesto za vzgojo hčerke. Ker se ženske na splošno ne počutijo več varne, ko ponoči hodijo po ulici. Ni vam treba verjeti meni. V vseh večjih nemških mestih obstajajo javne peticije. Ženske si želijo bone za brezplačne vožnje s taksijem po noči. V Berlinu si želijo imeti vagone podzemne železnice samo za ženske. In zgodbe, ki jih slišiš v Berlinu, kaj morajo ženske prenašati v javnem prevozu, so res grozne. Pomisliti, da smo prišli do točke, ko si ženske želijo segregacijo v javnem prevozu. Se veš, tisto, kar vsi trdijo, da je najslabše. Nekoč so bili črnci in belci ločeni. Zdaj ženske pravijo, prosim, zaščitite nas pred temi ljudmi. Ločite nas. Dejte nam vagone samo za ženske. To bi bilo pred nekaj leti videti kot najbolj seksistična stvar, ki bi si jo kdo lahko izmislil. In zdaj se to vidi kot edini način, da zaščitimo te ženske. To je noro! Iskreno, to je zafurano. Vsi poznate razloge, zakaj je tako. O tem mi ni treba govoriti. Dejstvo pa je, da se ženske v Nemčiji z dobrim razlogom ne počutijo več varne. In odločiti se, da boš v Nemčiji vzgajal hčerko, preprosto ni dobra zamisel. Ste slišali, kaj je rekel? Vsi poznate razloge za to. O tem mi ni treba govoriti. Vsi poznate razloge. Spet, zapomnite si, ta človek je levičar, nikakor ni desničar. In tega res ne more izreči. Govoril bo o vprašanju priseljencev, vendar je zdaj nekako postalo sprejeto, da tukaj obstaja problem, ki ga ne moremo poimenovati kot problem, ker se ne ujema z našimi lažnimi vrednotami, ki v resnici niso dobre vrednote. Torej, pretvarjamo se, da o tem ne govorimo, ampak govorimo o posledicah tega in rečemo, posledice so slabe, moramo zaščititi naše ženske. Zakaj tega ne povežemo in rečemo, da moramo zaščititi naše ženske pred grozno politiko sprejemanja priseljencev, ki so zelo nevarni za našo družbo? In zdaj moramo priznati, da smo naredili napako, ali pa ne bomo mogli iti nazaj. Veš, želiš poskrbeti, da so tvoji ljudje in tvoji otroci varni, da odraščajo v prijaznem okolju, ker se lahko kadarkoli v dnevu počutijo varne. To je samo moje mnenje. Ampak če ženska ne more več po noči hoditi po ulici in se počutiti varno, ste kot družba, kot država spodleteli. To je samo moje mnenje. In je kar smešno, vsakič, ko se v Nemčiji kaj zgodi, politiki rečejo, ja, imamo problem z noži. Noži ubijajo ljudi, ženske so neprimerno oblečene, morale bi se oblačiti drugače. In to ni majhna stvar, ampak to lahko vidiš tudi pri majhnih stvareh. Ne moreš več iti v supermarket, ne da bi imel občutek, da živimo v družbi prežet s kriminalom. Gre za to, obstaja ta obsedenost politikov. Namesto, da bi preprosto priznali problem in na to prejeli javno podporo ter pohvale milijonov ljudi, ki prav tako vidijo ta problem, problem je priseljevanje. Izmislili si bodo dobesedno karkoli drugega pod soncem kot pravi problem. Mimogrede, pozdravljeni v oddaji Pushback, jaz sem Meira K, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, da podprete ta video, če ste imeli dovolj in želite videti nekakšen odpor proti vsemu, kar se dogaja. Ampak najprej nekaj besed našega sponzorja. Za tiste, ki ne veste, kaj je Kalči, Kalči je največja napovedna borza v Združenih državah. V bistvu je to borza za napovedi in je zvezno regulirana, kar je vedno dobro. In pove vam, kaj ljudje dejansko mislijo. Ne kaj pišejo na spletu, ampak kam želijo vložiti svoj denar, kaj ne? Mislim, da je to zanimiva tema za pogovor. Kateri voditelji bodo letos zapustili ta položaj? Friedrich Merz, ki je dejansko, veste, voditelj Nemčije, ljudje še vedno niso pripravljeni narediti koraka in reči, da mora to vodstvo oditi. Preprosto tega ne storijo.
Skia Starma v Angliji je postalo tako grozno, da pravijo, ja, ta tip res mora oditi. Toda v Nemčiji še vedno nekoliko zaostajajo in tega ne bodo rekli. Mimogrede, prenesite aplikacijo Kalši, uporabite kodo MIERA in dobite popust, ko trgujete z $10 Kalši. K-A-L-S-H-I. Stavite svoj denar tam, kjer je vaša napoved, ker je to najboljši način, da resnično izveste, kaj se dogaja. In zdaj nazaj k tistemu videu, ker mislim, da imamo veliko za povedati. Torej, ta tip v bistvu kar naprej govori o nevarnosti. Nevarnosti vsega, kar se dogaja v Nemčiji in o tem, kako ne bo vzgajal svojih otrok. In kljub temu še vedno ne pove odkrito, kaj je pravi problem. In to je tisto, na kar se vedno znova vračamo. Dobro, končno imaš nekoga z levice, ki priznava, da je to res problematično. Ampak tudi takrat si ne morejo priznati in reči, vidim problem, tukaj je dejanski razlog za ta problem, pojdimo se s tem ukvarjati. Tako kot v Prenzlauer Bergu, enem najboljših okrožij v celem Berlinu, če želiš kupiti šampon ali kremo, greš v drogerijo DM. V mnogih drogerijah v Berlinu moraš iti do blagajne, da ti odklenijo izdelke, ker jih tako pogosto kradejo. Tudi v Edeki, v običajnem supermarketu, zaklepajo alkohol, zaklepajo Red Bull, stvari, ki stanejo $1,50. Nameščajo varnostne naprave na te izdelke, ki jih mora blagajnik odkleniti. Veš, kako noro je, da smo se na to kar navadili? Dobesedno smo se navadili na dejstvo, da so povsod, kamor gremo, izdelki zaklenjeni, ker jih ljudje lahko ukradejo. Ja, seveda, ljudje jih lahko pač ukradejo. In podjetja porabljajo toliko denarja za varovanje izdelkov, porabijo več denarja za varovanje izdelkov, kot so ti izdelki včasih sploh vredni. Ker je to prava epidemija ljudi, ki mislijo, da lahko pridejo nekam in samo vzamejo. In veš kaj, večina teh ljudi niso običajni davkoplačevalci te države. To so ljudje, ki verjamejo, da lahko vzamejo, kar hočejo, ne da bi morali kaj vrniti. Kakšna družba postajamo? Še en primer so božični sejmi. Lani je bilo nekaj božičnih sejmov odpovedanih, ker si ne morejo več privoščiti varovanja pred terorjem. Samo povejte. Povejte nam, kdo so teroristi. Samo povejte nam, kdo so teroristi, ki napadajo božične sejme. Ljudje, tako preprosto je, pa tega ne morejo narediti. Samo povejte. Bo on to povedal? Prosim, samo povejte. Povejte nam. Povejte nam, zakaj vaši božični sejmi trpijo zaradi terorizma do te mere, da jih morajo odpovedati. Medtem ko vaše ženske niso varne, zakaj vam kradejo pridelke, medtem ko ne morete praznovati svoje vere? Vse to je zaradi ene preproste stvari. Samo priznajte. Ker je predrago. Veliki božični sejmi morajo za postavitev teh ovir, zaščite pred terorjem, odšteti milijone evrov. In če se božični sejmi, kraj veselja, edina stvar, ki se ljudje veselijo decembra, ko je zunaj mrzlo in grdo, odpovejo, ker si ne morejo privoščiti zaščite pred terorjem, je v tej državi šlo veliko stvari narobe. In ne razumite me narobe, ne želim za to kriviti migracij. Migracije same po sebi niso slaba stvar. Le nekaj ljudi bo, ki bodo počeli neumnosti. Ne želim za to kriviti migracij, ker kljub vsemu, kljub temu, da moram zapustiti svojo državo, ker moje hčerke niso varne in ženske niso varne, stvari se kradejo, terorizem pa je razširjen na božičnih sejmih. Še vedno ne bom rekla, ker sem bila tako globoko oprana možganov, da je to dejansko problem islamske imigracije. Preprosto ne morem tega reči. On preprosto ne more tega reči. Oni preprosto tega ne morejo narediti. Tako globoko so ti ljudje oprani možganov. Snema video, v katerem pravi, da mora zapustiti Nemčijo, ker je Nemčija tako slaba. Ampak ne bo priznal, kaj je naredilo Nemčijo tako slabo. Tega ne bo priznal. Verjetno mu ne bo tako neprijetno reči, veste, naše vodstvo sprejema slabe odločitve, bla, bla, bla. Ne bojo povezali vseh točk, ker so bili naučeni in vzgojeni, da ne glede na osebno žrtev preprosto ni pomembno, kako slabo je. Nikoli ne krivite priseljencev. Nikoli ne krivite islamskega prevzema, čeprav je popolnoma dokumentirano, da to počnejo, ker bi vas to naredilo za rasista. In biti rasist pomeni biti slaba oseba. Biti rasist je celo slabše, kot če ti ni mar za lastnega otroka. Biti rasist je celo slabše, kot če ti ni mar za lastnega otroka. Povedala sem jim to, tako da dejansko verjamejo. On je dobesedno na kameri, sedi tukaj in pravi, ne želim kriviti priseljevanja.
ker je nekaj gnilih jabolk. Ni le nekaj gnilih jabolk. Ni le nekaj slabih jabolk, zaradi katerih si ženske želijo same iti v kočo. In te moraš izločiti. Ampak Nemčija pri tem opravlja izjemno slabo delo. Ena večjih težav pri tem je, da tudi če ljudje pridejo v Nemčijo iskati zatočišče in ga zavrnejo. In če prihajajo iz določenih držav, ki veljajo za nevarne, jih Nemčija ne more poslati nazaj, tudi če jim ni dovoljeno ostati v Nemčiji. Če jim ni odobreno dovoljenje za bivanje, da postanejo prebivalci, da tukaj delajo in tako dalje. Tako imate to veliko skupino ljudi, beguncev, ki pridejo v Nemčijo. Njihovo dovoljenje za bivanje tukaj je bilo zavrnjeno, vendar jih ne morejo deportirati v njihovo domovino, ker tam ni varno. Tako ne morejo tukaj delati, ne morejo tukaj ničesar početi, ampak so tukaj, ker so nekako v limbu. In to povzroča veliko težav, ker ne morejo biti del družbe, se ne morejo vključiti in nekateri med njimi seveda povzročajo tudi težave. Prav tako je razumljivo, da če si v tem limbu, občutiš veliko zamer, ker te ta država ni sprejela. Ena od neverjetnih ironij pri tem je, da svojih priseljencev ne moremo poslati nazaj, ker v svojih državah niso varni. Tako, moramo biti zdaj vsi v svoji državi ogroženi. Poglejte, kako smešno je to. Ta youtuberka postaja izjemno viralna. Ljudje so v šoku, ker ne morejo verjeti, da je to končno priznal. Desnica praznuje, levica pa je v stilu: rekel je to, kar mislimo, rekel je to, kar mislimo, kaj naj naredimo, kaj naj naredimo, kaj naj naredimo. Pravzaprav bi v Nemčiji zaradi tega lahko še veliko več ljudi zapustilo državo. To je ogromen premik v pravo smer. Kljub temu je to takšen pokazatelj globine pranja možganov, globine težav, s katerimi se soočamo. Kajti, kot pravi Gaca, lahko vsi razumni ljudje z odprtimi očmi vidijo, da so ti ljudje preprosto samouničevalno empatični. Pripravljeni so dobesedno uničiti vse zaradi svoje empatije do drugega. Toda tako globoko so vpeti v to, da nočejo videti resnice, tudi ko jih ta dobesedno udari v obraz. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.